Droga te ne pripelje v ta način življenja, ampak način življenja, ki ga živiš, te bo pripeljal do droge. Veliko se ne govori o tem, vse te droge, se to je malo prikrito, vse je to bolj, bom rekel, underground, ne, in jaz sem rekel zelo iskreno in direktno govorim te stvari brez nekega sramu. Jaz sem računal približno več kot 200 000 evrov je v leto pa pol šlo. To je 500 To evrov je na dan. nekje 400-500 evrov na dan. Lepo zdrav, dobrodošli v novi epizodi podcasta, kjer odkrivamo strategijo odličnosti. Danes imamo z nami izjemnega gosta, človeka, ki je prehodil pot od zasvojenosti z mamili do tega, da je to čudovit mentor, coach, tudi nekdo, ki spodbuja mlade k temu, da živijo bolj pozitivno, zdravo življenje. Z nami je nihče drug kot Tomaž Fabjan. Tomaž, dobrodošel. Živijo. Zdaj, jaz sem te na kratko predstavil. Je kakšna stvar, ki misliš, da je še potrebna v tem, da poveva, kdo si? Mislim, da bojo poslušalci hitro ugotovili tekom pogovora, me bojo tako najbolj spoznali. Tako da predlagam, da kar začneva, pa se bomo sproti odprli. Odlično. Torej, ko govoriva o tvoji poti, kdaj se ta pot začne pri tebi? Ta pot se začne že v zelo zgodnjih letih. Govoriva najprej o odvisnosti in potem o uspehu. Tako da mene so naučili, da odvisnost se izhaja že od nekje do 7. leta starosti. To pomeni, da v mladosti je nekaj manjkalo. Jaz ugotavljam, kaj je, še danes iščem koščke, no, nek tak lep mozaik se že sestavlja tega, ampak še vedno odkrivam te stvari. Nekaj je manjkalo v mladosti, neka zunanje potrditve sem rabil in mislim, da je tam začeli izhajati. Mi smo vedno govorili, da, kako bi rekel, da odvisniki smo nekako čustveni invalidi. Pač tista čustva, ki jih rabiš, tisto ljubezen in vse to, kar rabiš kot otrok, nekaj je malenkost zmanjkalo. Ne, tako da pol iz tega izhajamo. In ja, droga je bila pač kasneje tista, ki je tisti delček zadovoljila. Žal pa to na nepravi način. Tako da še danes raziskujem variante, ki mi to zadovoljujejo, oziroma konstantno delam na tem vsak dan, da imam to skozi nafilano. Tako da lahko rečem, da sem srečen, vesel, zadovoljen sam s sabo, no, in tudi ponosen zelo na sebe in na vse, kar sem šel čez. Bravo. Tako da, ja. Jaz imam danes dva pomembna cilja za ta najmen pogovor. Prvi je ta, da bi vse, ki nas poslušajo, ne glede na starost, spodbudil k temu, da nikoli ne poskušajo drog. In drugi cilj je ta, da če je kdo morda odvisnik, ni nujno, da so to droge, lahko druge oblike odvisnosti, da najde nekje moč v tem, da naredi spremembo in se te odvisnosti reši. Super. Zdaj, ko govoriš o tvoji poti, kdaj si prvič poskušal mamila? Prvič mislim, da sem bil star nekje 13 let. Zdaj, mogoče je fajn, da poslušalci vejo malo ozadja. Sicer prihajam iz Ljubljanskih Fužin. Sem bil eden redkih Slovencev v moji generaciji. Večino so bili vsi na ič in pač sem bil jaz v manjšini. Tako da sem se mogel že od takrat malo dokazovati, da so me sprejeli v družbo, oziroma smo mogli marsikaj početi, da sem bil lahko njihov. Še posebej, ker če kdor pozna Ljubljanske Fužine, ve, da pravijo, da je to olimpijsko naselje, ne. Večinoma so bili v trenirki, saj toliko let nazaj je bilo to tako. Jaz sem bil pa hip-hop, sem plesal, sem imel široke tele oblačila, skejtali smo takrat z rolko okoli in tako naprej. In seveda si bil drugačen. In pač te moja generacija v tistih časih ni sprejemala, tako da že zaradi tega sem imel veliko težav. Ali so mi ta skejt vzeli, ali so me kaj pretepali, ali so mi kaj grozili in tako naprej. In že tukaj se je pojavila ta želja nekako po nekemu dokazovanju. Tako da lahko rečem, da velik vpliv je imela družba v moji mladosti, na vso to slabo pot, kamor sem pol zašel. Ker je tako, ali sem jaz bil eden izmed njih, pa smo kako grdo rečeno pizdarijo naredili, ali so pa pač mene.
pač zlorabljali na tak in drugačen način. Ne, tako da ni bilo druge variante, da pač sem mogel pač se dokazovati. In eno od dokazovanj je bilo tudi, da sem imel, grdo rečeno, jajca, da sem prvi joint zvil, da sem prvi to probal, drugo probal in tako naprej, ne, da sem se jim dokazoval. Tudi vem, da sem znal zelo, zelo lep joint zviti v mladosti, ker je bilo že to tisto, da so me imeli zraven v družbi, da sem lahko jaz to pokazal, da je bil pač rekel, to neko dokazilo spet, da sem bil lahko zraven. Ne. Tako da iz tam je izhajal, pa se pa to enostavno eskalirali naprej. Jaz sem kot mlad začel plesati. Plesal sem najprej v plesni šoli Urški pri Azri Selimanović, kasneje smo se združili s fanti v plesno skupino Maestro, ki je bila tudi zelo, zelo znana. Tudi Slovenija ima talent in tako naprej. Še danes fantje, bom rekel, zelo, zelo uspešno kariero gradijo na tem plesnem področju. Jaz sem se pač potem malo odmaknil stran, sem šel v druge vode. In tudi ko sem razmišljal za nazaj in pač ko sem bil na zdravljenju, ko sem raziskoval vse te stvari, sem videl, da sem nekako vedno iskal te neke zunanje potrditve. To pomeni, da res nekje iz otroštva je to nekaj zmanjkalo in če tako gledamo, na primer že v osnovni šoli, no, mi smo lagali, jaz sem imel še 2 sošolca, ki smo skupaj plesali, ampak mi smo lagali, da hodimo plavati, ker enostavno, če si pač plesal v tistih časih, pa v takem okolju, zdaj bom spet grdo rekel, ampak si bil peder. Ne, pač to samo pedri delajo in tako naprej in pač je bilo veliko poniževanja, tako da smo zelo dolgo časa smo prikrivali te stvari, da imamo treninge za plavanje, tudi še profesorcem smo govorili, da hodimo plavati, ko smo manjkali, ne, in meni ni bilo jasno, kaj pa zdaj vi. Pa se je pa enkrat malo to razvedeli, smo imeli nek nastop, so videli in pač ko so ljudje to videli, je bilo wow, a vi plešete in tako plešemo, ne, pač nismo hoteli povedati in takrat je malo prišlo do nekih sprejemanj. Ne, potem so se začeli že, ko so neki rezultati prišli, smo bili rečemo večkratni državni, evropski in svetovni prvaki. Takrat so pač isti te ljudje, oziroma ta družba začela to tako sprejemati, da so začeli malo hvaliti, da me poznajo. Ko se je pa situacija majčkeno obrnila, ampak vedno sem pa pač tiste zunanje potrditve iskal na ta način, ne, da smo zmagali. Ali pa da smo se pokazali, da smo bili rečemo najboljši na državnem prvenstvu in tako, ampak to je bilo enkrat na leto. Ne? In jaz pač, ko sem razmišljal nazaj, pač moja droga je bila kokain. Eno leto si mogel trenirati, se odrekati, hoditi na treninge, se pripravljati, da si potem imel nek rezultat. Po drugi strani je pa v bistvu kokain to v parih sekundah isti občutek zamenjal. In to je bila res neka bližnica do teh mojih, občutkov, po katerih sem hrepenel, da sem jih pač zadovoljil, ampak žal so bili to umetni občutki, to ni bilo to, kar sem hotel, ampak v tistih mladih letih nisem znal drugače. Pač to je bilo to in tudi po eni strani si bil pač car, ker si lahko, ker si pokazal, ker si bil pač, si imel ta jajca, da si se drogiral, da si bil Jack, pa še uspešen si bil in tako naprej in ta celotna zgodba je takrat meni bila zgodba uspeha. Tako sem sedel čez svoje oči. Seveda ogromno neke družbe, ogromno nekih namišljenih prijateljev, znancev, vsi so bili okoli tebe, pač smo bili, sem bil takrat, tako sem se počutil kot neka zvezda zaradi vsega tega, ne. Kar danes še da obžalujem, če nazaj gledam, ampak je že moglo biti tako. Kako sploh 13-letnik dobi dostop do drog? Zelo lahko. Greš pred blok, vprašaš, če kdo ima in večinoma vsak ta drugi žepa to vam potegne. Vsaj tako je bilo. Danes res ni več toliko, mislim, še vedno je ogromno tega, no, ampak zdaj, če govorimo na splošno o Fužinah, vem, da se to naselje ful lepo uredilo, spremenilo. Generacija se je zamenjala, večina ljudi ali v zaporih, ali je pač, 2 metra pod zemljo, nažalost, oziroma so že toliko starejši, da se tega ne počne. Včasih so bile Fužine zelo, zelo znane po vseh teh kriminalnih dejanjih, po drogi in vsemu temu. Če tako gledamo, ne, v Fužinah nad nekih 2 kvadratnih kilometrih je približno toliko ljudi, kot v Novem mestu. Ne, ni čudno, da je na toliko strnjenem okolju, da je sploh prišlo do česa tazga. Tako da šel si pred blok, vprašal si enega, drugega, tretjega fanta, večinoma smo se družili pred blokom oziroma na teh igriščih pred blokom in zihar je en imel. Potem smo pa pač dobili, probali, malo smo eksperimentirali in danes je to toliko dostopno, že takrat je bilo, da ni težave dobiti, če veš, kaj rabiš, boš to dobil, no. Kakšen je ta prehod, začel si rekel s travo? Tako? Kakšen je ta prehod iz trave na kokain in tudi, a je zdaj enako enostavno dobiti kokain kot travo?
Zdaj ne vem več. Zdaj žal tudi nima več kontakta, da bi kogarkoli skontaktiral. Tako da verjamem, da bi se mogel potruditi, da bi dobil, seveda bi pa verjamem, da bi tudi lahko dobil, če bi pač hotel, ne. Prijatelj pozna drugega prijatelja, tretjega, tako da 1, 2, 3, če hočeš, se pride do tega, ne. Včasih je bilo pa to veliko bolj dostopno, seveda. Si imel družbo, si imel ljudi, ki to so preprodajali, tako da še ne drugega si moral šel pozvoniti na domofon, pa je dol prišel, pa tudi telefona nisi rabo, ne. Kar se tiče pa tega prehoda, jim zelo iskreno povedal, no, pač travo smo kar dosti kadili v mladosti. Rekel, to je bilo tudi čisto drugo, kakor je danes, ne. Danes vidim, da to, kar mularija kadi, ima že toliko kemikalij v sebi, da včasih je bilo to bolj naravno, kakor danes. Se pa spomnim tega prehoda, in sicer kot plesalci smo pač tudi, rekel, trava na začetku ti odpre, rekel, neke čute, no, ful bolj slišiš muziko, bolj vidiš ideje prihajajo in tako naprej. In dostikrat smo kadili tudi pred treningom in tako, da smo pa imeli kakšne ideje za koreografijo in tako naprej, no. Potem je prišlo pa prvič do tega, da so nam obvestili, da bomo imeli doping teste, da pač bojo se začeli uveljavljati doping testi na tekmovanjih in stvar je bila enostavna. Trava v tebi ostane veliko dlje, kakor pa kokain. Mislim, da gre v kokain v 2 do 3 dneh ven iz krvi, mislim, da iz urina pa celo v 24 urah. Tako da stvar je bila enostavna, nekaj sem zamenil za drugega, vedel sem, da pač trava ne smejo več kaditi, ker če bomo zmagali, bomo zdaj na doping testih, ne, oziroma ziher, če bomo med prvimi 3. Da smo pa zamenil s kokainom. In prav spomnim se prvič, ko sem probal sem to doma. Nič, trava te zadene, kokain nič. Rekel, kaj je to, kaj je zdaj to? Pa sem rekel, še malo, pa še malo, pa še malo. Pa je pa en kolega poklical, to je bilo sredi belega dneva, pravi, dej, se dobimo zunaj. Mislim, da sem v 2 minutah bil 1-2 kilometra stran. Tako hitro sem tja letel, toliko energije sem imel. Sem videl, wow, ok, to je to. Saj ni nič groznega. Načeloma te dvigne, da ti energijo, saj ful dober občutek. In seveda, ta občutek mi je dal tisti klik. Wow. Jaz sem samozavesten, jaz imam energijo, vse je mogoče, to je to. In takrat se je malo začelo. In to je bilo nekje pri 15-16 letih, bolj je bilo eksperimentirano, ni bilo še toliko zares, ampak ja. 15 let pomeni, da si že bil srednja šola? Ja, v srednji šoli, ja. Prvi letnik? Prvi letnik, iz prvega na drugega nekje je bilo, no. Ogromno smo plesali, seveda spet energija, trening sem imel ob 10 zvečer, tako da ni bilo panike cel dan zdržati in še zvečer imeti energijo, če seveda si imel to. In pač zelo je taka, bom rekel, ne najdem slovenske besede, sniki, ko bi taka droga, no, ker na začetku res misliš, da ni nič tasga. Pač super, dobre lastnosti, da ti dobro, veliko energije, da ti samozavest, pomembnost, pač vse je mogoče, ne. Ko bom rekel po naše, najjači si, ko si na njej. In zakaj bi nehal? Ne? Potem je pa hitro to začelo eskalirati naprej, ko pride pač pa do tiste točke, ki se začne dol obračati, tam se začnejo pa grozote, ki prinese sabo ta droga. Dej nam nekaj teh grozot povej. Zdaj, na splošno kokain je psihična odvisnost. Ni toliko fizična kot psihična, to pomeni, da je veliko na psiho udari in pač po temu, oziroma mogoče najbolj da tako začneva. Ta prvo linijo, ki potegneš, je najlepša. Tista te pač dvigne najvišji, tiste pač, rekel, tist high je najlepši. Ampak to traja nekje 10 do 20 minut. Potem začne pa to spuščati. In vsaka naslednjo, ki jo se približaš temu, ampak nikoli več ne prideš do te točke. In zaradi tega lahko gre kokain v nedogled. To lahko loviš in tudi najhuje, ko enkrat začne popuščati, takrat pride malo psihične težave, malo depresije, pride nekih 6-8 ur, potem ne moreš še spati, ne veš, kaj bi sam sabo. Tak si, v nekmu krču, res so grozni občutki, no. Rekel, tudi te občutki, ki sem jih doživljal, me bremzajo danes nazaj, da vsakič, ko je bilo kakšna možnost kaj dobiti, oziroma sem bil kdaj še zraven, tudi zdaj, ko sem se spomnil tega, me je zmrznil in sem rekel, ne. Super je, tistih 15 minut, kaj pa pol. Ne, in to me še danes vleče nazaj, da pač tega nikoli več v življenju ne vzamem, ker res ni vredno, ker pravim. Posledično pa seveda, ker si enkrat toliko not, ker enkrat, rekel, že večje količine tega začneš konzumirati, pol pridejo pa tudi druge paranoje in tako naprej. Jaz se spomnim, da sem bil toliko nadrogiran, da sem pač po skladivom hodil po bloku in pač iskal, kdo me zasleduje. Nobenega ni bilo, ampak tak občutek, kot da je nekdo za tabo, kot da te nekdo skozi gleda, kot da bo nekdo glihkar prišel, da bo nekaj narobe, da bo tako. Res taka
paranoja, mogoče še vsake to kaki prividi. Tako da je bilo kar grozno, ne. Še bolj grozno je bilo pa, ko se skupaj popustil, pa ko si prišel v realnost. Ker mora vedeti, ko si nadrogiran, takrat glih nisi bil zelo produktiven. To pomeni tudi, nisi se javljal na telefone, ne, si pač prepuščal svoje odgovornosti za naslednji dan in tako naprej. In ko se enkrat tega toliko nabere in pride neka realnost, ne, ta reality check, jaz pravim, ojoj, zdaj se treba pa soočati, zdaj treba položnice plačati, zdaj treba pa tja iti, pa je treba s tem se pogovoriti, pa tako naprej. Ni bolj, da gremo še enkrat iskati, pa se bomo jutri, dajmo spet malo zbežati. In tako je prišlo pol do tega bega v drogo in to je trajalo in eskaliralo. Seveda pa telo se navadi, tako kot na vsako stvar, ne, tako da na začetku je tega bilo malo, potem pa tega vedno več in vedno več. Posledično seveda je tudi ogromno enega denarja, ki je šlo. Jaz sem računal približno več kot 200 000 evrov je v leto pa pol šlo. 200 000 evrov v leto pa pol? Tam nekje. Nekemu dobremu letu pa pol, ja. Daj mi sam povej, kako sploh ta transakcija poteka? To pomeni, ti recimo rečeš, jaz bi imel neko dozo kokaina. Tako, ponavadi se to po gram kupuje, oziroma pol grama gram. Cena grama je bila takrat? Cena grama je tam okoli 100 evrov. 100 evrov. Zdaj odvisno, je tudi ceneje, ampak pa je spet odvisno, koliko je to zmešan, koliko je dobra roba in tako naprej. Jaz sem malo vedel, kam grem, pa sem raje malo več dal, da sem imel kvalitetno zadevo, pa tudi pač malo dal zdrži. Tudi ti dal zdržiš na temu, ne, je pač malo boljš. Vse je logično, tako ka, če primera neko nizkocenovni viski ali pa oranž viski, seveda je tisti z namenom boljši, ker je boljši okus in vse, ne. Tako da ja, tam nekje 100 evrov je bil gram. Tako da na koncu zadnji mesec do dva pred komuno, mislim, da sem okoli 5 gramov na dan že rabil. To je 500 evrov na dan. Nekje 400-500 evrov na dan. Rabiš tudi dosti denarja imeti, da lahko se to privoščiš. Mislim, da je bil glih denar še pol tista zadnja kljukica, ker če si iskreno bom, pač jaz sem lepo služil, sem pač uspešen podjetnik in z tega je lahko tudi toliko časa trajalo vse to, ne. Ampak ja, na koncu sem v bistvu sam še ključe od avta pustil svojemu dilerju, prepisal avto in se počasi odpravil v komuno. Rekel si dilerju, tukaj imaš moj avto. Tako, to, ki sem bil že dolžen, da ne. In si ostal še kaj dolžen pol? Ja, je bilo kar še neki dolga v zunaj, hvala Bogu je podjetje delalo, hvala Bogu za očeta, ki mi je pomagal, da je pač moje podjetje pelo naprej in da je postopoma te, bom rekel, pufe vračal. Tako da v bistvu po letu pa pol, ko sem domov prišel, me je razveselil s tem, da je rekel, 10 000 evrov se je pa vseeno ostal na kupčku, tako da to je tisti štart, saj da si lahko rečemo avto kupaš ali karkoli, ne. Tako da ja, da sem pa lažje zalaufal nazaj, da nisem čiste neke nule štartal naprej. Zdaj omenil si očeta, ki te je spremljal, podpiral na tej poti, ne. Kdaj je on prvič izvedel za tvojo odvisnost? Pa starši, kdaj so prvič izvedli? Mislim, da isti dan kot ti. Ja, mislim, da takrat, oziroma tako bom rekel, malo so me sumili, noben ni pomislil na to, ampak se mi je začel poznati. Seveda vsi, ki pač so karkoli probali ali vejo za kokain, je, da ko si na kokainu ne moreš jesti. Nisi lačen, pač imaš mrtvičen grlo, imaš vse skupaj mrtvičen in ti res ne paše jesti. In tukaj se je začel poznati, jaz zelo malo sem se prehranjeval in mislim, da ko sem šel noter v komuno, lahko ti celo eno sliko pošljem, no, če boš pa takole objavil gor, mislim, da sem imel 48 kil. Na koncu. Zdaj imaš koliko? Zdaj imam nekih 76, ne, tako da ja, je šlo res, sem bil pa skoraj neprepoznaven. Če danes pogledam sebe, pa tisto sliko izpred 5 let, skoraj neprepoznaven, no. Tako da že iz tega vidika, no, če gledava, pravim, jesti ne moreš, tudi piti malo pozabiš, oziroma kak jogurt in tako naprej. Starši so videli, da se nekaj dogaja. Tudi ko je prišlo do nekega pogovora, oziroma spomnim se mamo, ki je velikokrat hotela začeti kak pogovor, se je meni vedno mudil in nisem imel časa in sem samo šel. Pač nisem se upal soočati s tem, ne. Vse v redu, pusti me na mir in jaz grem po svoje. To pomeni, da v bistvu ti si začel pri 13 s travo, pri 15 s kokainom. Ja, potem se je to seveda ustavilo takrat. Ja, in potem to je trajalo do katerega leta? Zdaj, kokain se je hitro ustavil tam. Tako da pa je nehal. Travo smo še vsake toliko kadili, ampak načeloma nekje po 18 letih je mene oče povabil v posel, me je peljal na seminar. Danes sem kot profesionalni finančni svetovalec, ekspert. Danes sem se tam
Najdel sem tudi pustil ples in nekako me je to rešil. Ampak spet, spomnim se nekih 7 let zaporedoma sem bil kot najboljši prodajalec, skoraj vsak mesec, vsako leto. Spet so bili te zunanje potrditve, ki sem jih iskal. In seveda ne moreš biti skozi najboljši, vedno pride nekdo za tabo, ki pač dvigne kriterije in tudi pri meni je to prišlo, nekdo je bil boljši in sem rekel, zakaj bi se matru. Denarja je bilo dosti, finančni svet je itak ogromen, mislim, je ogromno droge notrne. Tako da je bilo spet, da je malo probati, malo sem, malo smo šli žurati in spet je prišel ta kokain pod roko. Iskreno se sploh ne spomnim, kdaj. To pomeni, da ti si imel v bistvu neko obdobje, ko ni bilo nič kokaina, nič trave. To pomeni, torej, 13 trava, 15 kokain, koliko časa? Tam nekje do 18 leta smo še neko travo kadili, potem pa tega ni bilo. Je bilo malo žurenja, malo alkohola, vmes vsake toliko kdaj, ampak ne. Takrat sem bil fokusiran v poslu. Tudi zelo, zelo uspešen, tudi najmlajši v Sloveniji, no. Bom rekel, že po 18, malo pred 19 letom sem imel že prvo licenco za zavarovalnega zastopnika, tako da takrat sem bil jaz all in, bom rekel, v poslu in pač nekako nisi rabo tega, toliko si imel dela že sam sabo in z vsem zgrajenjem posla in pač meni je zaslužek takrat bil ful velik motivator, danes je to seveda drugače, danes je denar posledica, ne. Ampak ja, nisi imel do neke mere, pa je pa spet, se pravim, res se ne spomnim, ampak na hiter je bilo, da je malo prišlo pod roke, pa je bilo lušten, se imamo denar, pa se bi lahko še kdaj, pa se je začel malo žurati v zunaj, pa je malo smo dodali kokaina, alkoholu, kar je zelo nevarno, prav, to je najnevarnejša mešanica, ne, ker se zmeša alkohol pa kokain, je pa najboljši občutek. Tako da je postopoma je šlo, spomnim se zelo dobro, da čudežno sem 2, 3 sošolce bil še srečal, eden od teh je pri prodaju, drug je tudi kaj konzumiral, se nismo dolgo videli, da zvečer gremo na pijačo, smo šli na pijačo, jaz imam nekaj sabo, ja super, pa dajmo malo. In tako je začel pač stvar eskalirati, pa sem tega istega sošolca srečal, se v živo spomnim, pred enim blokom v Fužinah, ki je ven nosil neko umarco. Ga gledam, sem rekel, ko pa ti, ne, prav, so me starši vrgali iz stanovanja, sem rekel, kam pa greš, prav, grem v sosednjo hod k tebi. Sem rekel, dej, v marco v avto, jaz sem bil z avtom, sem rekel, nalož to na vzenosu čez pol Fužin, pa tam je zapeljal, ne. Sem ga zapeljal, sem je zahvalil, sem mu še pomagal ti zgor znest, zahvalil mi je pa stisnil pol grama kokaina. Rekel, super, lej, še toliko blizu si, ne, načeloma lahko v copatah grem iskat. Ne, ampak spet nisem pomislil, tam zdaj not padem, ampak je bilo, super, bom to prišparil za vikend, ne, in postopoma, korak po koraku je to začelo eskalirati in kar naenkrat se spomnim, da sem ležal v posli zraven bivše punce, nisem mogel spati, tisti občutek, kaj delam, kaj je zdaj z mano, kaj se dogaja, ona spi, ti bediš, treseš se, depresiven si, jutri je spet nov dan, začel si izgubljati denar, izgubljati sebe pod kontrolo, tako, ampak nekako sem si kar prodal tisto zgodbo, ne, sej ni tako hudo, sej so še hujši, ne. To je tista tipični vzorec, kaj je slabo, se hitro nagneš na nekoga, kaj je še slabš, pa rečeš, vse v redu, ne. Tako da ja, tam je začel pač eskalirati, pa se pa spomnim, da to kar mislim, par mesecev je trajal, ampak je začel zelo redno biti, ker posel je pa laufal. Moraš vedeti, da sem imel ful energije, sem bil ful energičen in seveda se je tudi prodaja tam veliko zgodila, ne, seveda dobre volje, poln energije, skozi okolj skakati in to je bil meni tudi nek ključ, ker sem vedel, da denarja sem začel izgubljati, ker sem ga veliko zapravljal in pa če sem hotel nadaljevati, sem ga rabil. Tako da ja, posel je bil edina stvar, ki je in moram tudi reči, oče, na primer, je dosti z mano delal, je pač videl, da posel tudi klapa, da sem jaz pri stvari, tako da si je tudi malo, bom rekel, ali prikrival oziroma si je s tem tudi on, vse je v redu, vse dela, ne, če ne bi v redu tudi delati, ne bi mogel, ne. Kar razumem, se bi jaz isto reagiral, ne. Tako da ja. To pomeni, da če rečeva zdaj starost, ko so zvedli, da si odvisnik, koliko si bil star takrat? 29. 29. To pomeni, da od 13 leta, ko si prvič poskušal, 16 let, približno 15-16 let je trajalo, da so starši to ugotovili, čeprav so sumli, ne? Tako? Torej, kaj bi bil tvoj nasvet staršem, ki sumijo? Čim več se pogovarjati, pa bom rekel, največja napaka, saj meni se zdi, je to vsiljevanje staršev v neki. Tako rekel, moj nasvet, dajte nastaviti past, če mislite. Ker bolj boš otroka mrinil, saj pri meni je bilo tako, vedno bil ta obrambni mehanizem. Ne,
Tudi spomnim se, tudi, če ne govoriva o odvisnosti, pejte se učiti. Ne. Jaz, ko bom jaz hotel, jaz šolo bom naredil, tudi Zoisovo štipendijo sem pridobil po osnovni šoli, pač sem bil za šolo, ampak ne bo meni nekdo govoril, kdaj. Neko, jaz imam svoj urnik in sem bil takrat toliko trmast in bolj so mi govorili, bolj sem šel kontra. Tako da, mogoče je fajn, da če nekdo sumi, da mu mogoče kaj malo nastavi. In tam ga dobiš, tam je pač se ne more več zmuzniti, ne. Tako, tak, za starše na svet. Drugače pa seveda pogovor. Jaz se zelo uživo spomnim, nam so v osnovni šoli ful kazali poškodb od petard. In jaz se to uživo spomnim, jaz sem takrat tak strah dobil pred temu, da pač nikoli nisem pokal petard. Ne? In naprimer tudi to je ena taka stvar. Bolj, ko se bojo starši pogovarjali z otroci, bolj, ko bojo pač kazali, rečemo, in slike odvisnikov in pač vse te, rekel, nadaljevalne stvari, ki potegne droga za sabo, mogoče se bojo tle otroci dobili tisti pozitiven strah, da to pa ni najbolj, da bi probal. Ne? Moram pa še eno anekdoto povedati. Jaz sem se zelo dolgo, nam so tudi o milih veliko razlagali v osnovni šoli, ampak jaz sem vedno razumel, da je milo, nema milo. In meni je bilo zelo čuden, ker pač takrat je bilo veliko heroina, pač to je tisti boom, ko smo bili mladi, veliko je bilo igel po kleteh in tako naprej. Jaz sem skozi mislil, da dajo milo v žilo. Meni je bilo jasno, zakaj bi si kdo pač milo obrizgal v žilo, ne. Pol, čez par let sem jaz to dojel, da bi to pa ima milo, ne, ampak tako, sem imel ful strah pred milom, sem rekel, joj, da nam vzeti to milo, kaj pa šlo, kam bom jaz kaj zadet, ne. Tako, ena taka anekdota, no. Tako da ja. Bravo. Daj mi povej, ti si zdaj z nami že kar nekaj let, torej vsako leto si gost na naši delavnici NLP za najstnike, otroke. Kako ti otrokom govoriš, oziroma kaj jim rečeš, da jih prestrašiš, ali pa karkoli že, da nikoli ne bojo šli probati mamil? Zdaj, nekoga strašiti mogoče tudi ni ta prav način. Jaz raje povem svojo zgodbo, pa se bo, mislim, saj če nekdo sliši, pa če ve, pozna, čez kaj moraš iti in koliko so pa to težke stvari, se mogoče že tukaj malo zamisli. No, je to veliko bolj, jaz mislim, da vsem zgodbe navdušujejo in vsak se lahko najde v tem, ne, vsak zih nekoga pozna, ki ima z nečim težave, ne, še posebej pa, če so to res težke zgodbe. Mislim, da to je tisto, kar te, rekel, odvrne stran. Tudi če pogledava v prodaji, zgodba prodaja, ne, in je tle ista zadeva, ne, tako da lepše biti trezen kot zadet. Veliko lepše, je pa res težje prije do sreče, ne, trezen. Tam greš iskat, daš vase, karkoli in imaš, ne. Je to res taka bližnjica, taka, rekel, toliko na hitro, da itak je umetno. Pač ne more to držati na dolgi rok, ne. Zdaj, moja hči, ki je bila zdaj že več let zapored na tej delavnici NLP za najstnike, te vedno pohvali. In tvoje predavanje je vedno eno izmed najbolj zanimivih. Kaj je tisti del zgodbe, kjer misliš, da se jih dotakne? Je kakšen poudarek? Kako bom rekel, po moje že to, ker je taka tabu tema, je zanimiva. To je po moje prvi tisti ključ, ne, seveda pač veliko se ne govori o tem, vse te droge, vse to je malo prikrito, vse je to bolj, bom rekel, underground, ne, in če se nekdo, da ima možnost nekoga poslušati, ki je imel take izkušnje in tako kot jaz, sem rekel, zelo iskreno in direktno govorim te stvari brez nekega sramu, mislim, da je to tisto. Ne, in tako na koncu, ko me veliko sprašujejo pa otroci, ne, zelo sem iskren in direkten in mogoče jim to da tisto, nekdo je šel res čez nekaj tajzga pisma, ne, jaz ne bi šel. Ne, in nekdo je res grozoto doživljal, oziroma pač je mogel res borbati v življenju, da je to premagal. Zakaj bi sploh šel v to smer? Torej, kaj je bila najhujša bolečina? Kaj zdaj govori o tej grozoti? Torej, bolečina, rekel si, da nisi skoraj nič jedel, da si shujšal, da si prišel na 48 kg, nenehno si mu nekaj prikrivati. Ja. Denar, torej 500 evrov na dan, to pomeni 15.000 evrov na mesec približno, si rabil zato, da si ta hobi, ki te na koncu niti ni več dvigal. Sem imel to samo, da sem bil v redu. Ne? Tako, ja. In kaj najhujš predvsem v temu? Kaj je najhujše, ko pride realnost? Se za tega je tako težko nehati, bom rekel, ker najhujše, ko realnost pride za tabo, ko se enkrat po konzumiranju tega, ko se enkrat strezneš, ko enkrat nazaj pogledaš, ker moraš vedeti, da ko si na drogi, bo sprejemil zelo, zelo napačne odločitve.
takrat si ti egoist, takrat je vseeno, takrat tudi preko trupel bo šel samo, da dobiš. Še posebej, če si že nekaj vzel in da je to začelo zmanjkovati in kad začne malo panika, da bo tega zmanjkalo, kje to dobiti, takrat greš preko trupel. Takrat tudi ukradeš, takrat lažeš, takrat prikrivaš, v glavnem pripravljen si narediti vse, samo da bo še dobil, da ne pride do tiste realnosti, ker samo soočati z tem, kar je. In ja, mislim, da najhujše bilo, jaz sem šele po tisto krizo, ki pravijo, no, odvisniška kriza, ki pride po temu, kar nehaš, pri meni šele po neke slabe pol leta, ko sem bil na zdravljenju, šele prišla. Ker pač kokain je, kot sem rekel, je psihična odvisnost in ti zabije ti čustva. Pač nimaš empatije, nimaš nič, gledaš človeka v obraz, vse ti je, lažeš mu. Predtem si mu lahko kaj ukradel in vse ti je. Nimaš več stika z ljudmi oziroma sploh teh občutkov sam pri sebi, da si kaj narobe naredil. In nekje, se pravim, mene so celo dal na sum, to me je nek terapeut v pripravljalnem centru je rekel, da imam sum na antisocialno osebnostno motnjo. Ker pač jaz, to je ena taka zgodba, no, ki jih ni zahvaliti, ampak jaz sem najprej sem šel v pripravljalni center, kjer si teden, dva z terapeuti. Imel sem pač to srečo, da sem šel v ponedeljek not, v petek je bil lockdown, tako da se je glih korona začela in to me je parkrat zadržalo noter, sem hotel že domov, kaj je bilo težko, pa pač hvala Bogu nisem mogel priti do doma. Ampak ja, spomnim se, da ker sem zunaj toliko pod takim stresom oziroma pod hajpom, ali kako bi to rekel, živel, skozi se je moglo nekaj dogajati, skozi sem bil v eni paniki, v paranoji, sem to prenesel tudi not. In pač ker nisem znal biti sam sabo z nekim merom, se spomnim, da sem noter, zelo grdo rekel, na fuku sem enega fanta pa in pol še kasneje eno punco, da sta šla v trgovino, ker noter so bile omejene cigareti, sladkorja ni bilo in tako naprej. Medtem sem se šel pa jaz s terapeutom pogovarjati o svojih problemih in pač ta fant in pač kasneje tudi ena punca sta hitro ven sunila iz tega, šla v trgovino, kupila stvari, prišla nazaj, da smo imeli. No, malo potem sem šel pa jaz zatožil, da sta ona to naredila. Tako da sem rekel, zmešal sem direkt tam, no, da je bila cela panika, da so se vsi med sabo skregali, da je bilo vse in meni je to gor držalo. To so bili te občutki, ki sem jih prepenil, to je bila tista, prva kriza, da pač se umiriti pa biti sam sabo, ne. In to mi je pol ta terapeut mi je rekel, da je verjetno sum na antisocialno osebnostno motnjo. Jaz mislim, da je bil to bolj tako, da je to rekel zato, da sem se ustrašil, da sem se zamislil. Da je bilo to, ko bi rekel v angleščini, mindfuck. Ne, ker pa je moje naslednje vprašanje, kaj pa moram iti pa v norišnico. Rekel, ne, to hudo še ni, ne. Ampak takoj sem pomislil, da se mi je pa še odpeljal. Je pa še to ful zanimivo, jaz sem se dostikrat zafrkaval, živim v Fužinah in imam balkon obrnjen tako, da čez balkon gledam direkt na norišnico Ljubljana polje. In res nekaj časa sem imel to idejo, sem rekel, evo, imamo pogled na prihodnost, ne, kjer bomo pristali, no, in res je toliko le manjkalo, da bi res tam pristal, ne, tako da tudi te afirmacije, s katerimi se zafrkavaš, je dobro, da so ti lahko uresničijo, ja, in kako pravijo, pazi si, kaj si želiš, ne, lahko vse to postane res. Tako da želel si nisem tega, ampak tokrat sem si dal to afirmacijo, da je res na koncu malo manjkalo, da bi že tam bil. Tako da ja, v bistvu celotna kriza je pa nekje po pol leta prišla. Ker seveda telo se je moglo navaditi, pač če si nekako konstantno jest, ne, si imel pač redne obroke, nekako si spanec uredil, bioritem si postavil, tako da si čez jutri vstaja, da si bil aktiven, ne, da si tudi malo, rekel, na teži, na energiji, na vsemu temu nazaj dobil. Veliko je bilo raznih pregovarjanj, pogovorov in tako naprej. Nekje po pol leta pa se spomnim, jaz sem bil že v komuni, že v centru, in smo tam noter, ko prijaš, začneš z nekimi manjšimi odgovornostmi. Začetku, ne vem, stranišče pucaš ali pa stopnice, tako naprej, potem gre pa te odgovornosti vedno više, ne vem, skrbiš za živali, imaš potem dispenzo oziroma shrambo čez, to pomeni, da imaš že ključ, to noter so cigareti, ne, to je hitro, lahko koga prstki zasrbijo, tudi mene so parkrat, no, noter je tudi kaj sladkega, ne, v celoti vse, kar je za jesti tam not, in pol kasneje si celo še v kuhinji in moraš prekuhati za fante in tako naprej, vedno večje te odgovornosti dobivaš, no, in pač jaz sem razumel na začetku komuno, kot da kaj te odgovornosti dam, če je to.
Te odgovornosti so samo zato, da ti pomagajo v življenju, to ni reševanje odvisnosti, ampak je zato, da se pač naučiš kuhati, da veš, kaj ješ in tako naprej. Ne? In ja, se spomnim, po pol leta sem rekel, evo, jaz sem svoje dosegel, zdaj sem kuhati nisem znal, nikoli si nisem kaj veliko pripravljal, tako da smo imeli kar izzive z mojo kuhinjo, ampak sem jo to usvojil, tako to je to, fante, jaz sem se rešil vsega. Ne? In takrat sem začel pakirati in da grem domov. In takrat so me postavili te fantje iz komune, da se usedi, jaz sem že očeta klical, da pride po mene. Hvala Bogu je tako zmanipuliral, rekel, da ne more, čeprav je imel dovoljenje, ker med korono so zavarovalni zastopniki lahko hodili okoli, ker je bilo ogromno nekih izplačil, smrti in tako naprej, tako da smo imeli dovoljenje. Ampak je rekel, da ne more, ker je seveda videl, da je nekje narobe, malo je prezgodaj, ne glede na to, da program traja 2 leti, zdaj ti po pol leta si vse rešil, ne, in tako samozavestno preveč. Tako da takrat se tudi spomnim, gospod Branimir Miličevič, on je tudi bivši odvisnik, ki je tudi koordinator, se dosti znan tudi na podcastih in tako. On je mene vzel pač v ta center in mi je ogromno pomagal in res sem mu hvaležen za tisti trenutek. On je spustil vse, on je bil na družinskem kosilu doma, ko so ga fantje klicali, da bi jaz šel rad ven, je spustil vse, se usedel v avto in prišel tja in smo imeli pogovor. Pač fantje so me predstavili pred dejstva, tako in takrat se spomnim, da sem se prvič zlomil, To je bilo res nekaj najtežjega, 12 fantov, polno egota in jaz sem se zjokal pred vsemi. Sem se pač zlomil, hvala Bogu so to oni razumeli, ampak še vedno to ego boli in takrat je bil tista prva kriza, ki je prišla. In zanimiv, spomnim se v živo besed, je rekel, no, zdaj se je začelo pozdravljanje. Se bi tako, shit, jaz sem mislil, da je že konc, zdaj se je šele začelo, kdaj bo pa to, ne. Tako da ja, pa sem pa kar še mal, rekel, iz dneva v dan. Rekel, sam še danes, tako je prišla kriza, sem rekel, daj do jutra. Prespim, pa jutro zjutraj v miru spakiram, pa grem domov. Ne? Ko sem enkrat prespal, ok, dajmo še danes tole zrince, ni tok, ne. Pa je spet prišla kriza, sem si vedno rekel, daj še jutr, pa 5 jutra domov. In je bilo jutr in je tako 100 leto pa pol minilo, da sem pač pol domov prišel. Vmes so me seveda spustili ven, no. Po enem letu greš lahko za 6 dni ven, to je po prvem letu in pa pred drugim letom, ko 2 leti je program, jaz programa nisem zaključil, sem šel majčkeno prej ven, pred drugim letom pa za 12 dni. Prvič ta izpust je, mislim, je zelo dober, ker prideš nazaj v svoje okolje, veliko fantov tudi ne pride več nazaj. Jaz sem se zaznal, jaz sem prišel domov, seveda vsi so bili veseli, ne, pač tudi kaj veliko niso vedeli. En teden pred tem bil še moj oče z mano not, ja, oče prišel v komuno. Ja, je prosil, so bila noter, so bila skupaj. To je nekaj standardnega ali bilo? Ne, to je zelo redko. Mislim, ponavadi so kakšni otroci, ki pridejo na obisk, pa so mogoče kaj na počitnicah tam od koga. Redko, da kak starš se odloči, no, tako da tudi mojemu očetu sem ful hvaležen. Sva veliko rešila, ker sem imela tam čas. Tam je bilo en teden je bilo časa, v bistvu 24/7, da se lahko bila skupaj. Seveda jaz sem imel svoje odgovornosti, ki sem jih mogel narediti, on mi je pomagal, ampak sem imela ful za predebatirati. Najlepše bilo pa, da so tudi mogoče njemu fantje znotraj povedali stvari zelo direktno in iskreno v faco, ki jaz mogoče nisem ne upal, niti videl nekih vzorcev, ne? Ker seveda vzorci so že od otroštva, to pomeni tudi iz vzgoja in tako naprej, iz generacije v generacijo, ne? Tako da tudi moj oče se takrat ful zamislil tam not in moram reči, da je ogromno naredil na tem, no? Je bil pa tudi to zelo proces in zelo težek del njegovega življenja, da je to se sprejel, ne, sploh, da mu tam neki muloti razlagajo, kak je on, pa kako je on zdaj kriv za neke stvari, ne, ker tudi jaz sem ga na začetku ful obsojil. V čem misliš, da je on kriv? Nič ni kriv, samo mogoče so odgovoren je za to. Kriv sem sam. Način vzgoje je, se pravim, še danes nismo čist tistega bistva odkrili, ampak jaz se spomnim, no, se pravi, moje dejanja niso imela posledic. Mogoče je bilo to da ni bilo toliko trde roke, kot bi mogla biti. To pomeni, da ti si nekaj naredil, zato nisi dobil neke kazni ali tako, pa nekaj... Vedno je oče, ali je bilo to v šoli, rečemo, smo špricali, mama je rekla, je dvigala roke, rekla, oče se bo s tem ukvarjal, on je šel v šolo, se zmenil, meni je rekel, tega ne delaj več, lepo te prosim, in tukaj smo zaključila in jaz sem lahko to čez en mesec spet naredil, rekel, prosti, in nikoli ni bilo nekih, rekel, kazni, oziroma nekih posledic takih in drugačnih. In jaz sem začel to zelo izkoriščati. Jaz sem to ugotovil, da pač lahko njega izkoriščam. Moja mama ima še eno hčero po prejšnjega zakona, jaz sem pa od očeta edinec in seveda ne, za svojega sina boš naredil vse. In pač jaz sem to znal zelo manipulirati in se naučiti izkoriščati, tako da karkoli narobe nikoli mama ni vedela, vedno oče. Ker pač
ko sem eno povedal, pa je še on mogel naprej z mamo urejati, to malo je umilil ali pa so kaj tudi celo prekrila, da ni bilo, rekel, toliko panike in jaz sem vedel, da karkoli tazga bo, se bo on rešil, ne. Tako da... To je ena tema, ki si načel, ki jo doskrat poudarjam pri NLP za najstnike oziroma za otroke, pri vzgoju otrok je, da dve pomembne stvari rabi vsak otrok in to je ljubezen in meje. Ja. To pomeni, če prav razumem, pri tebi ljubezni je bilo dovolj. Roman, ljubezni je še danes ful. Ja, meja pa ni bilo dovolj. Ja. Oziroma, jaz sem te meje premikal. Aha. Jaz sem, toliko sem bil, da sem jaz te meje skozi premikal, dokler nisem sam dojel, da sem šel predaleč. In pa sem mogel sam te meje nazaj postaviti, ne. Oziroma pač na zdravljenje, ne. Mislim, zanimivo je to, ne, da od 13. leta do 29. s tem, da si imel vmes pauzo, kljub temu, da so starši sumni, niso odkrili tega. To je že dosti 16 let. Rekel si, da svetuješ vsem staršem, ki sumijo, da otrok morda jemlje mamila, da ne se več z njim pogovarjajo, Tako? ne imajo dosti ljubezni in striktne meje. Ja. Zdaj pa me zanima, ker veliko odvisnikov se ne odloči za zdravljenje, ne? Kako si se pa ti vseeno odločil, jaz moram nekaj narediti. Jaz se spomnim, ti si se v bistvu prijavil takrat na NLP coachah, Ja. Ti si se prijavil k nam na coacha, je bila to tvoja odločitev ali očetova? Ne, moja. Ti si se samo odločil. Gospod Tomi Uražem, moj direktor, je tudi s taba veliko delal, ne, in on mi je takrat predlagal, pa tudi mislim, da je bilo še ena sodelavka od gospoda Tomija, žena je bila, pa nek sodelavci in smo šli skupinsko, pač je predlagal za vse tiste, ki rabite, ne, malo za vodjo in za širjenje ekipe in sem rekel, ja, bi šel bolj zaradi sebe. Sem rekel, mogoče mi bo pa to malo rešil, mogoče pa s tem jaz kaj naredil, ker takrat sem že bil malo not, ni bilo še tako hodoči na začetku, ampak je pa takrat že eskaliral. In v bistvu ti si bil ta, no, ki me je na vroči stol takrat postavil, ne. Kad sem prvič na glas povedal in tako, če se nazaj vrneva, kad sem pol tudi ostal in nisem bil do konca delavnice, sem šel pač domov in pač povedal te stvari. Je bilo pa tle. Ti si na naši delavnici NLP coach prvič javno povedal. Tako, priznal na glas tudi sam sebi in vsem vam. Kako je bilo to priznanje? Malo sem se pripravljal na to, ker sem vedel, takrat si mi rekel že, da naslednji dan si pa ti na vrsti, bo pač šla čez, da vidva kje in kako in kaj. Sem rekel pismo, a bi ali ne bi, tako. Sem rekel, če kdaj, kje je najlepše tako. Ker je pač bilo neko varno okolje, rekel, vem, ti si bil zraven, tudi ljudje, ki delajo, so bili zraven, sem rekel, mogoče res najbolj, da to tle naredim, pa da vidim, kaj bo posledica, ne. Te je bilo kaj neprijetno, sram, nerodno? Ne, veš kako, v bistvu, nek del mene si je toliko želel, to že vendati. Ne, ker to je bilo toliko, to je toliko močno, to je kaj kamen, ki te skozi tišči in ta kamen je vedno večji in večji in te duši, ne. Če sem vedel, da moram nekaj rešiti, toliko vsem pa nekega znanja, osebne rasti, že sploh iz prodaje, iz vodenja in tega sem imel, da pač sem zaznal te stvari in me je bolel. Ampak pač nisem znal drugače takrat. In to je bila res tista pika na i. Je pa res, sem to spet, ne, to je tisti tipični vzorec odvisniški, jaz ko sem to priznal, sem imel pa zelo dober izgovor, če so me dobili. Potem sem še vedno nadaljeval s tem, ne. Nisem šel takoj na zdravljenje, mislim, da smo pa mi še delavnico zaključili do okoli novega leta, to je bilo malo pred novim letom. Jaz sem šel pol šele v bistvu marca, 9. marca 2020 sem jaz v bistvu šel not. In tiste neke 2-3 mesece je bilo tako, zdaj vsi veste, da imam težave, nič konkretno koliko kaj, ne. In ko je prišlo do česa, sem rekel, prosti, spet sem zabluzil. Ali to staršem, ali svoji sestri in tako naprej. In pač je bil to dober izgovor, da v bistvu zdaj me niti ni bilo strah tega delati, ker če me dobijo, je tako vejo, da imam s tem težave. Nisem pa pomislil seveda na neko zdravljenje, oziroma velikrat sem si prebral, ampak vedno sem eno drogiran in vedno me je panika zagrabila, ker vedno piše, da to so te dolgotrajni programi, to pač 2 ali 3 leta traja. Kak 2-3 leta? Jaz grem nekam za en mesec, to se spucam in to je rešen, ne. Žal ni tako, ne. Ker ni, rekel, droga te ne pripelje v ta način življenja, ampak način življenja, ki ga živiš, te bo pripeljal do droge. In to je tisto ključno, ne, da pravi način življenja najdeš. Ne, ker če se boš ti obnašal tako in drugače, se boš skozi hotel dokazovati, če ne najdeš nekih stvari, boš pač probo to z drogo zadovoljiti, da boš imel te notranje občutke ali potešene ali zatrte, ne. Pač čisto odvisno, kako drogo jemlješ in zakaj jo. Kako je bil ta stik
ko si staršem prvič povedal, si rekel, mama, oče, prihajam domov, nekaj vam moram povedati, kako si prišel? Tako, v bistvu, jaz sem v Fužinah, nisem imel takrat to v Zalogu, jaz sem se pač takrat usedel v avto. To je blizu. Zelo blizu. Sem poklical sta doma, sva doma, se ko preletim. Kaj je zdaj, ne? Se ko se prijem takoj. Sem se usedel, sem samo povedal, vstal in šel. Se ko povedal, sem imam probleme, imam stravo, problem s kokainom, to je to, zakaj vse tako je. Mama ojok, fotar fertik, ne, pač valjda šok, ne. Ker niso vedela kaj, vsi so pa vedeli, da nekje, ampak nikakor jih nisem pustil blizu, da bi me sploh lahko vprašali, oziroma čim so me, je bilo vse v redu, jaz grem, moram iti, se mi mudi. In vem, da sem se usedel v avto in se odpeljal tudi do sestre, do pol sestre, no, in pa do njega moža. In mož je pa že malo sumil. Že odprej in tudi vmes sem imela, rekel, tudi malo trenja in nek denar sem si sposodil in sem ga malo nategnil. Sem obljubil, da bo to za neke druge stvari, jaz sem pač rabil z tega, da sem pufe pokril in pač ko je on to dojel, se je tudi odpovedal. Takrat sem pač tudi priznal, pa so vsi vedeli in on mi je lepo povedal, je rekel, ko boš ti pripravljen, me poklič, bova najdla rešitev, do takrat jaz zate ne obstajam. In to je bila tudi še ena taka stvar in se mi zdi, da to je najtežje, ampak to je tisto ključno, kar morajo bližji narediti, če pride predaleč. To pomeni se odpovedati otroku. Ker velikrat tudi v komunah in sploh s temi odvisniki, ki delamo, ponavadi te ljudje bežijo od doma, ampak ko gre vse narobe, pride nazaj in spet mu mama odpre vrata in ker je to njen sin, mu spet vse nudi. In on bo spet pokradil stvari ali bo spet nategnil mamo in tako naprej. In dokler imamo, tudi jaz, kot sem rekel že prej, dokler sem jaz vedel, da moje dejanja nimajo posledic oziroma da imam še vedno neko podporo v ozadju, če karkoli pride, jaz lahko naredim karkoli, še vedno me bojo sprejeli nazaj, potem boš delal karkoli. Takrat ne razmišljaš, ne. Spet pa pri tistih mejah, ne, Ja. trdne meje, Tako. zagotovijo možnost, da se v bistvu nekdo postavi na noge. Ja. Kako je potem iz tega prišlo? Povedal si, da se nekaj dogaja, takrat, ko si bil na delavnici, potem si nadaljeval s tem še naprej, imel si izgovor, da lahko to še naprej počneš. Ja. V bistvu 1 mesec vmes sem bil čist. En mesec si bil čist. Ja, sem se odločil, ne bom nič, ne bom in sem malo sem trpel, ampak sem rekel, evo, saj se da. Saj se da, sam problem je, in to sem tudi videl pač v nazdravljenju, ogromno enih fantov je prišlo not, pa smo jih mi ven vrgli. Pač enostavno, mi temu smo rekli, pojdi še en krog, nisi še prebal toliko v dno, da boš pripravljen reševati stvari. Pač ni še toliko daleč prišlo in smo jih dali ven, ker enostavno, če nekdo tak pride v komuno, lahko potegne še 2-3 nestabilne fante za njim ven. Komuna je prostovoljna, ne. Kako veš, da niso še tam, da niso še na dnu? Pride in se začne opirati takoj pravilom, pa on tega ne bi, pa ne bi tega jedel, pa ne bi to, pa ne bi sem, pa kaj boš ti meni govoril, kdo si ti, da bom jaz delal, ne, ker pač tam vsem smo bili sami. So bili terapeuti, ki so 2-3 na teden prišli, oziroma koordinatorji, ampak načeloma smo bili sami. Jaz sem bil na koncu zadnje pol leta zdravljenja, sem bil tudi prvi odgovorni v komuni, to pomeni, jaz sem imel telefon, ključe in vse, in jaz sem bil odgovoren za celotno komuno. S tem si tudi dobival to odgovornost, da si se učil, ne. In pač jaz sem bil glavni, še vedno smo bili vsi isti, ker je to skupnost, noben ni več kot drug, ne. Ampak, kako bi rekel, vidiš pri fantih, ali je nekdo res grozen, pa je pripravljen nekaj narediti, ali je nekdo pod prisilo prišel not, dostikrat so starši koga pripeljali, pač tacga smo hitro odslovili. Pač to se moraš sam odločiti. Komuna je prostovoljna, kadarkoli greš lahko domov, pač če si za stvar, če si potrkal na ta vrata, potem sprejmi ta pravila, ne, in spoštuj to, če ne pojdi domov. Ker se pravim, če en rekel, nestabilen fant tam lahko pač uniči celo skupino in lahko gre na koncu vsi domov. To je pa najslabše. No, in če se vrnem zdaj nazaj tega meseca, večino fantov je to potrdil, tam, kjer si končal, začneš in greš še nižje. Govorijo o količini droge. Ne, in to se je tudi meni zgodilo. Tisti 1 mesec sem bil čist, malo po temu, ne vem, takrat sem nek gram ali pa 2 na dan že konzumiral, po temu sem začel na 2 in hitro prišel na 5. In to je to. Ne. Z tega pravijo, ta recidiv oziroma zdrs, recidiv je zelo nevaren, ker takrat lahko pride do overdoza. Ne. Še posebej dostikrat se zgodi in tudi, rekel sem že šel za pogrebom parih fantov, žalostno, ampak ja, glih to je to. S kokainom lahko doživiš tudi overdose? Seveda. Se kokain lahko na več različnih načinov konzumiraš, ne, tudi na iglo ali pa ga celo kadiš, ne. Tako da je zelo podobno pol kot heroin. Tako da ja, če je preveč, ti srce odpove, ne.
ker pač kokain te dvigne in ti tudi zelo, zelo razbija in zelo si, rekel, zategnen po temu, ne. Tako da bi si skozi ukrčil, skozi si pod stresom in seveda te lahko, ali kakšna žilca poč, to je velikrat, ali pa srce odpove. Zdaj, rekel si, da si najdel moč takrat, ko si padel res na dno. Kaj se je zgodilo takrat, da si rekel, zdaj pa grem? En tak klik je bil, se pravim, takrat dilerju sem še svoj avto prepisal. To je kar huda bolečina. Ja. Kakšen avto je bil to? Nisem čuk. Nič posebnega, mislim, zame je bil, no, ker je bil to moj prvi avto in to takrat, ko sem začel, sem si svoj salon kupil po meri narejenega in tako, in to je bilo wow, ne. Glavno sicer je bil pa že nekaj let star ta avto, ampak ja, seveda prvi avto, pa to je bilo spet tako, jaz spet prekriv, ne, jaz sem pač doma rekel, da najprej sem ga zastavil, sem rekel, to je garancija, da ti denar prinesem, pač potem, ko ga nisem dobil, sem pač pustil ta avto tam in sem se spomnil, sem tudi svojemu očetu in mami rekel, da je avto na servisu. Smo se pa enkrat skupaj vozili v avto in oče pogleda na levo in zraven njega moj avto parkiran in dealer not. Kaj pa to, sem rekel, zdaj je šel en krog, se zelo enkrat bo iz servisa, ne, pa moja šel probat, ne, okej, ne. Pač toliko sem se že zapletel, da sem že sam sebi verjel laži, ne, da na koncu niti nisi več vedel, kaj je res, kaj ni res. In tista bolečina pa to v bistvu predati nekomu nekaj, kar si gradil in plačeval za to in zaradi svojega uspeha si lahko prvoščil nekaj tazga, pa to nekomu podariti na nek način je bolelo. In mislim, da malo po temu sem se vozil z očetovim avtomobilom in je bil nek klik. Tudi s punco so šla že vmes na razen, za en teden sem jaz bežal doma, pač nisem se upal soočati, pač sem tudi prekrivo lagal, ukradel nekaj denarja takrat. V glavnem, to, ki je bilo grozno, sem rekel, nekam moram iti, da se te stvari pomirijo. In to je bil moj cilj na začetku. Grem za en mesec, samo to, da se malo vse pridem, pa da se stvari v zunaj malo pomirijo, ker tu dolžen sem bil že denar in tako naprej. In se spomnim, se pravim, sred Zaloške sem se vozil, en klik in sem obrnil telefon in sem od sestre moža poklical. Sem rekel, a bi me lahko ti nekam spravil? Je rekel, super. Čakal sem na ta dan, da pride. On dela pa z otroci z posebnimi potrebami. Što je bolj voznik in tudi na nek način malo terapeut, tale Želva. In to je v Višnji Gori. Imajo oni poslovalnico, pa na Igu tudi, in on pač pozna zraven tega centra, je pa tudi ta pripravljalni center in on je to malo poznal, ker je velikrat tam vozil in je poklical tja. Jaz sva šla v torek ali v sredo na razgovor. Ena čudovita terapeutka, ena Pija, me je sprejela, ki se na koncu ugotovila, da sva že iz mladosti se poznala, ker je isti letnik kot jaz. Ogromno mi je dala, še danes smo na kontaktu, no. Tako tudi se srečujeva v komunijah in tako naprej. Ona mi je prevzela in rekla, lej, naredi, kar ima za narediti, ne, v ponedeljek ob 11. pridi not. Ne, dala mi je seznam, kaj moram iti sabo in vse to. In seveda takrat je šlo pol na maks. Bom rekel, takrat smo izkoristili, spomnim, da mislim, da od četrtka do nedelje nisem šel spat. Tako da ja, je bilo kar hudo, ampak sem rekel, to je to, vsi so že vedeli, sem rekel, fanti, jaz grem, tako da pač puste me, se bom pa zdaj nadrogiral, kar se bom lahko, ker potem bo tega konc. To pomeni, ti si v resnici zadnje 4 dni nadrogiral. Ja. Torej si več kot 5 gramov. Ne vem, imam kar malo luknjo v glavi takrat, no, vsega je bilo, alkohola trajo, vsega je bilo, no. Ker si rekel, zdaj še zadnjič, pa nikoli več. To je to in pa grem pa not, ne. Tako da. To se meni dostikrat zgodilo na začetku, ko sem s temi tehnikami NLP-ja hipnoze pomagal ljudem, da nehajo kaditi. Se spomnim, da so eni prišli skozi vrata, da se je skoraj kadilo ven iz njih, ker so rekli, nikoli več ne bom kadil, ne. Še zadnjič moram prižgati in verjetno se ti imel podoben efekt. Takrat, bolj bi bilo, da bi se mu odrezal, ne. Kako pa lahko ljudje, kjer, če prav razumem, tu so finančno izjemno zahtevni podvigi, ne, kako lahko ljudje, ki nimajo tako uspešnega posla, kot si ga imel ti, a imaš ti, sploh pride do toliko denarja? Kriminal, ilegalne stvari in tako naprej. Veliko jih poznam še iz mladosti, ki so pač preprodajali z tega, da so imeli zase. To pomeni, da ta dealer ni nujno, da je tako uspešen finančno, ne, ker lahko je to počel točno to, ja. Zato, da je se pokrival svojo dozo, ne. Sam to gre hitro predalati. Če imaš ti tega preveč doma, se ne ustaviš, ne. Sploh pri taki drogi, ne. Ki hrabaš vedno več in to gre lahko v nedogled, ne. Mi imamo kar nekaj naših udeležencev na NLP-ju, na hipnozi, na coachingu,
ko so večinoma starši otrok, ki so odvisniki in pridejo zato, da dobijo neka orodja, da otrokom pomagajo. In se spomnim ene naše udeleženke pred leti, ki mi je rekla, da je sina peljala iz Slovenije ven, v eno podobno komuno. In je rekla, Aleksandar, ne moreš verjeti, kako se ti ljudje med sabo zvohajo. On tam, ko je šel ven, je takoj najdel dostop spet do mamil. Kot da bi imel neko anteno, ali pa da drugi imajo neke antene. Mislim, to je kakšen poseben fenomen. Ali... Zdaj, tako je, ne? Tako kot pravijo, iste ptice skupaj letajo. Ne? Hiter najdeš nekoga, oziroma hiter ga vidiš, da je nekdo mal, lahko rečemo temu čuden, ne? Ali nadrugiran in tako naprej. Sej, če v Ljubljani se, če boš kazga brezdomca vprašal, ti bo hiter znal povedati, kdo kam se obrniti, oziroma pri nas imamo sploh kako Metelkovo in podobne stvari. In tako je tudi po svetu, ne. Hiter prideš, samo malo napačno ulico stopaš, pa je to dostopno, ne. Seveda, če pa imaš prav cilj, da boš to najdel, boš pa najdel. Ne. Če ne pač koga vprašaš in tako naprej. Tako da, meni ni bilo nikoli težko dobiti. Zdaj niti probaval nisem, no, odkar sem, ker pač ne rabim več tega, ampak takrat pač se je dobil. Če ne ta je bil če ne je bil ta, če ne je pa en kolega zrihtal eno drugo cifro, pa je bil nekdo neznan, pa smo rešili, ne. Tako da. Torej, za policijo je praktično nemogoče se odkriti, ker je tako dobro organizirano to? Tok niti ne vem, nimam to znanja zdaj s policijo, pa to vem, da je ogromno nekih racij in takih stvari, ampak ponavadi iščejo bolj te večje ribe, ne. Te mehne, ne, se to pa tudi ne gre sedeti, če mu najde tistih par gramov, je pač neka kazen, je to, ne. Tako da takih ljudi tudi ne pospravljajo, velike ribe pa težko dobijo, ne. Ampak ja, se ne bi spuščal, ker ne vem. Ena naša spet pred kratkim udeleženka je prišla, ker sta oba otroka že odrasla odvisnika in ona reka, in kasneje je z hčerki uspelo narediti ta preboj, ne, in je zdaj, ne vem, če to pravi izraz, čista. Zazdravljena. Ja, kako si rekel? Zazdravljena. Zazdravljena, ja. In potem sinu ni še uspelo, je blizu temu in on v bistvu dobiva metadon, ali kaj dobijo? To je pa najhuj. Dobiva v bistvu 7 flaškic vsak teden, ne, na recept. Ja, to je huj kot droga, ne, metadon je sintetična droga. Metadon je sintetični heroin, ne, pa bolj da imaš heroin kot to, ker iz tega je težko doliti. To je legalno? To samo to je čist, mislim, jaz rekel, to je naš sistem, to je zato, da te imajo pač pod nadzorom, da vejo, da si odvisnik, da pač imaš številko in pač, da te imajo nekako na očeh oziroma na vrvici, ne, da to konstantno hodiš iskat. Saj moja mami dela, rečemo, zdravstvenem domu na Metelkovi, oziroma je delala, pač tam je tista, mislim, da metadonska klinika, ne. Je pa žalostno, da ogromno tudi uspešnih ljudi, odvetnikov in takih zjutraj pride po to dozo. Ne, ampak ja, to je, mislim, da je tista zadnji vlak. Se da z tega rešiti, sem videl fante, ki so se rešili tudi z tega, sem slišal zgodbe, ampak to je pa, nisem doživel in ne predstavljam se kako grozno, ker to je pa pol fizična odvisnost in tudi kriza je fizična. To te pač kosti bolijo, pač to, kar smo tudi pač malo v komuni govorili, kaj videli tazga, ko je kdo kriziral, to je grozno. To pač ni do 14 dni, ni šel še na stranišče, ne, in pol treba tisto ven spraviti. Zdaj, če lahko sem malo vulgaren, tudi zgodbice so bile, ki so razlagali fantje, da so si pač mogli žličko besedno not v anus potisniti in pač skopati ven tisti kamen, da je lahko po 14 dneh se pač odprl, ne, ker je bil zaprt. To je 40 stopinj zunaj njega zebe, naslednji trenutek je čist prešvicen. To so take muke, no, tako kar smo videli, slišali, to, kdor je to dal čez, res kapo dol, no. Ker se pravim, tam je fizična odvisnost, ne. Metadon pa sploh, to je pa še sintetika, to je pa še težje, ne. Pa še večja kriza, še bolj pride v kosti in tudi ogromen posledic pusti na ljudeh, pač ko se enkrat na temu. Torej, tvoj nasvet je, da grejo v komuno in da se tam popolnoma fizično in psihično očistijo. Tako, ja. In da potem najdejo nek smisel, ko pridejo ven. Že v komuni ga iščeš, ne. Se tudi tam moraš najti smisel, ker vsak dan je isto, ne, kako bo zunaj. Je pa program zelo dober, pač če ga enkrat res usvojiš, je zelo dobro narejen, ker je nekako tako kot neko življenje, ampak da je tam pač samo zadostno. To pomeni, zjutraj se vstaja,
pospravi se svoje postelje, uredi se osebna nega, uredijo se te najnujnejše odgovornosti, smeti se zamenjajo vrečke, WC papir se zamenja, take stvari, ne. Zajtrk, ne, ki je pač prvi obrok in potem je najprej 4 ure dela, potem so še tiste odgovornosti in popoldne spet 4 ure dela in odgovornosti. Odgovornosti govoriva, da se pač, ne vem, WC papir spet zamenja, da se pač uredijo, ne vem, sanitarije, da se spucajo stvari, da, ne vem, tisti, ki gre v kuhinjo, pač je v kuhinji, da gre prej kuhati, tisti, ki ima živali čez, da poskrbi za živali in tako naprej. Ne, in pa pol je tisti del pogovora skoraj vsak večer, neke skupine ali pa, hvala Bogu, so 2-krat na teden bil nek film, ki smo ga lahko pogledali, ker noter ni interneta, noter ni telefona, ne. Tako da je bila tista Slovenija 1, ki je lovila, pa par CD-jev, ki smo jih imeli, no, da smo lahko kak film pogledali, no. Tako da ja, ampak je tako narejeno, tako kot bi rekel v življenju, ne, 8 ur se dela, ko prideš domov, je treba še vedno pospraviti, ne. In je treba, ne, cunje obesti, cunje oprati in tako naprej. Tako da je res tak življenjski stil noter, no, ampak je to različen čez cel dan. Tako da če to usvojiš, boš tudi lažje zunaj pol funkcioniral, ne. Pač imaš to, jaz se spomnim, pač mene je to, ne vem, še kak mesec, 2 ful držal. Pol seveda, kad priješ ven, je toliko drugih dejavnikov, da to spustiš, ampak jaz sem imel majice vojaško zložene, čisto vse. To je bilo v nulo, vse, WC je bil zdrgnen, pač to je bilo vse tipi-topi, 2 meseca doma. Pol pa to začneš počasi malo spuščati. Še vedno ostane, še vedno imam rad, da je stvar pač zrihtana, zlikana, urejena, ampak pač enostavno ni ne energije, ne časa več, ker pol pridejo zunaj še ostale stvari, ki so življenjsko bolj pomembne, no. V komuni si srečal kar nekaj ljudi, ki so imeli težke zgodbe. Ja. Kakšne so te zgodbe? Kako so se do tebe dotaknile, povej mi? Mislim, lahko delim kako s tabo. Jaz smo not, se vprašanje, ne, ima je še živ ta fant ali ne. Ampak zelo grozna zgodba, prišel je dečko malo starejši kot jaz, sestra ga je pripeljala, ker bi mogel iti, mislim, da so na psihiatrijo, ampak se je odločil, da bo šel sem. On je en teden pred tem izvedel, da je oče posiljeval njegovo sestro, kot zelo mlad, mama je vedela za to in tukaj je bilo, pač on je bežal skozi doma in tako naprej, ampak to je šele zdaj izvedel in ni mogel s tem se soočati. In kakor vem, je priletel domov s sekiro, da jih bo razklal, pač se mu je odpeljali, so ga policaji, oziroma to je bilo, ja, zaradi tega je pač mogel iti kao na psihiatrijo, ker so ga policaji rešili in ta dečko si ni mogel priznati, da je to res bilo pred njegovimi očmi, on pa tega ni videl. Ne, pač oče je zaprl svojo hčerko v sobo in vprašanje, kaj je delal, mama je vedela, še podpirala je te stvari. In ta dečko je bil not, ne vem, nekaj 3 mesece do pol leta, potem je rekel, da mora iti zobarju, če ga lahko nekdo odpelje, ne, ker pač imel si nekaj izpuste, rečemo, kak zdravniški pregled, zobar ali pa najnujnejše stvari, ali so te starši prišli iskat, oziroma so te dali, pač ti si spust, pa si nazaj prišel. In je v bistvu rekel, da ima zobarja, vzel ruzak, pustil vse stvari not, se odpeljal dam in mislim, da ne vem, kaj točno se je zgodilo, ampak mislim, da se je soočil s svojimi starši na zelo grob način. Ni mogel tega preboleti, ne. In tudi videl sem ogromen... Ni se vrnil pol nazaj noter? Ne, tudi se pravim, ne vem, kje je ta dečko, je še živ ali ni, ali kaj je točno bilo. Nekaj smo slišali, samo to so zgodbice, ne, to so tisti telefončki, en je tako slišal, en je tako, ne, itak nekega stika nismo imeli noter z ostalim zunanjim svetom. Ampak ja, to je ena, rečemo, takih zgodb, ki so me dotaknila, no. S tem, da sem imela tudi ogromen konflikt z njim, ker je bil zelo agresiven, pač to, ki je imel jeze v sebi, da ni mogel. Ni enostavno ni šlo, ne. Kako ti reagiraš, ko vidiš nekoga, ki je tako jezen v sebi? Stopim korak nazaj, to je najprej, ne. Pač probam ga počakati, da se umiri, ker oba veva, da če začneš takemu človeku siliti, je samo še huj. Če mu govoriš umiri se, mu samo še spodbudiš, ne, tako da glih kontra. Ne, pusti ga se umiri, oziroma jaz ponavadi takim ljudem pridem do njih, pa jim povem, da tukaj sem, ko boš pripravljen, pridi pa se bova, umiri se, sami naredi, lej, tudi če jutri, ne, pridi do mene, bom ti pomagal, kakor ti lahko, ne, oziroma te poslušal in tako naprej. Večinoma je pač bilo tako. Če je bil nekdo preveč, si ga raj pustil na mir, če je pa res šlo tako ekstrem, je pa šlo pa 6 fantov, pa ga je prizemljil, ne fizično, ampak zdaj se boš pa usedel, pa vsi okoli tebe, no, zdaj si pa tle, dajmo rešiti. Ker ne moramo več tega gledati, ne moramo več se pač vpliva na vse, ne, vpliva slaba volja, tvoja jeza, daj ven,
povej, kako ti lahko pomagamo, tukaj smo. In sploh te zgodbe, ki so se delile med nami, so bile ful lažje tudi zato, da si pač sam sebe sprejel. Ker si slišal zgodbo nekoga drugega, si rekel, pismo, smislu, da je bilo pri meni res grozno, vidim, da je nekdo še huj imel. Ok, poln je imel tudi huj, pa ta je imel grozno, znači, lej, fanti, vsi smo šli čez neko grozno, da imamo pač tudi zdaj vsi naredili eno lepo zgodbo iz tega, ne. Tako da je bilo pač ta support, ta podpora pač noter zelo močna. Sploh kasneje, ko so se zamenjali, ko sem not prišel, je bilo zelo veliko agresije, zelo je bilo tako. Dva fanta sta bila noter z mano, ki sta bila že enkrat v programu in sta vedela in sta znala to zelo dobro manipulirati. In je bilo veliko enih laži, nekih prikrivanj tudi noter. Noter se hitro to vidi, ne, pač ti si 24/7 skupaj in pač ne moreš nikamor zbežati. In slejka pred tiste maske padejo in ne, se pol vidi, kdo je kdo. Tako da ja, pol, rekel, druga polovica zdravljenja je pa to ratalo ful lepo. In tam je res to tista ljubezen ven prišla, ljubezen iz fantov in to je bilo tudi tisto, kar mislim, da nas je to rešilo. Ta ljubezen, to sočustvovanje, ta razum, pogovor s starši, tako en drugega smo res podpirali, no. Spomnim, da mi je hotel še en kolega, en fant, ki je en dan za mano not prišel, no. Čez 2 meseca je moja družica na poroki. Ja, tako da sva res taka prijatelja postala, pač 24/7 sva bila noter, let pa pol skupaj, krat pa srajca. Vem, da me je hotel v štalo zavezati, da tač ne bi šel domov, ne. Toliko je bilo te podpore, no, in obratno, no. Tudi on je hotel iti, sem rekel, preko mojega trupla, sem šel po palcu, sem rekel, zdaj pa tako, ali te bom tlele nalomil, da boš ti noge zlomil, da boš mogel nikamor, pač domov ne greš. Ne, tako da je bil res, rekel, vsaj pri parih fantih tak močen support, da je to res, da je uspel in tudi danes sva v redu. Bravo. In tudi če dosti fantov za nama je v redu, se mi zdi, da smo, ker pač vsak, ki je prvi odgovorni, da en del sebe tam, ker pač on malo po svoje vodiš celotno komuno. Ti imaš seveda smernice, imaš pač neke meje, imaš pravila, neka podpravila lahko mačkam spremeniš do neke meje, ampak pač na svoj način to vodiš. In se mi zdi, da jaz in pa ta fant in par fantov naprej, mislim, tudi tak feedback smo zdaj dobili po parih letih, smo nek del sebe tam pustili, da smo malo spremenili vse to. Da je več ljubezni, da je več tega, da ni samo tisto, kdo je koga, kaj, da je samo neko obsojanje, kazanje s prstom oziroma neko nastavljanje, pa iskanje tisto, kaj kdo ni naredil, ne. Ampak je bilo bolj razumljajoče. In vidim, da vedno več fantov je, eno skupino imamo na telefonu in vsak isto, ko zaključi, pride not in vedno več nas je, no, ki so v redu. Je pa res, da to bo čas pokazal, ne. To pač je treba. Mislim, da so rekli, da moraš biti vsaj 5 let vzunaj, pa lahko rečemo, da si pa nekaj naredil, tako da tudi še jaz nisem tako daleč. Koliko ti manjka do 5 let? 5 let je od zdravljenja. Že zdaj? Ja, odkar sem stopil not. Ne, tako da v bistvu 9. marca 2020 sem šel not, 8. ali 9. marca. Tako da to je bilo zdaj 5 let, ampak moral let pa pol odbiti, ne. Tako da ja. Čez leto pa pol boš Tako, 5 let, ja. tako nekaj, ja, takrat lahko rečem, da evo, ne, je pa to. Bravo. Sam spet, vedno lahko pride, tle pravilni, ne. Tle je res čisto vsak za sebe. Bi pa mogoče še dodal eno lepo zgodbo, no, tako, malo za ostale poslušalce, ki to poslušajo. Moja bodoča žena je bila pač tudi punca, ki so prijatelja prej, so se prej poznala. Je tudi v nedeljo, preden sem šel v ponedeljek not, prišla do mene in sem se pred njo zelo zlomil. Pač takrat je bilo to, zdaj pa jutri greš, ne. Ona je ogromno prebrala o komuni. Ogromno, jaz nisem vedel, kam grem, jaz sem samo rekel, greva, ne. In me je ful podpirala, celo neko pismo ali 2 pisma sem lahko poslal, sem je tudi malo poslal, ampak pač ona je spustila. Ona je bila pač moja prijateljica, nič ni bilo takega. In vsakega 15. avgusta, vsako leto na dan Marijinega vnebovzetja je dan odprtih vrat v komuni, kjer lahko tudi zunanji pridejo. Rekel bolj prijatelji, pač ne samo ta ožja družina, ampak tudi ostali. No in prvo leto jih je bilo kar nekaj, ki so prišli, ker je bilo nekaj šele malo manj kot pol leta, odkar sem bil noter. Pa se pa to malo pozabili, seveda, ne, nikoga ni, pač pozabijo nate, ne, svet gre naprej, korona je bila, tudi vi ste imeli, jaz pa ne vem, kaj je bilo v zunji, eno tako dobro, res tudi mask nismo imeli, sem vam prišel tiste maske, pa nekaj cepijo, pa kva se dogaja, ne, pač tega not niso bili tam v svojem mehurčku. Edin, kar je grozno bilo, nismo imeli obiskov, ne. Zelo dolgo nismo imeli obiskov, ker drugače so na vsake 2 tedna. No, v glavnem, no, obljubljeno je bilo, da bo ogromno enih ljudi prišlo tistega 15. in edina, ki se je pojavila, je bila ona. Prišla je tja, prišla je
zelo zaspana, ker je imela neke stvari, ampak je rekla, obljubila sem, prišla sem in je v bistvu edina, ki me je prišla pogledat. Jaz sem takrat že vedel, da se počasi končuje moj to, pač to, ko sem naredil na sebi, dobil sem nek občutek. No, zelo je en pokojni Mauricio, žal mu ni ratal, ko je šel ven, mi je dal en nasvet prvi dan, ko sem noter v komuno prišel in to sem začutil. In sicer rekel mi je, da tukaj imam žepek in vsak dan postavim zrno peska v ta žepek. Vsak dan noter, vsak dan, ko rastem, je zrno peska. Je rekel, ko bo enkrat težko, si svoje naredil, takrat pej domov. Takrat si postavil te temelje oziroma ta pesek si posune, da boš lahko na njemu gradil. No, jaz sem to res takrat začutil in en teden zatem sem šel domov in ta ista punca, Kaja, je isti dan, ko sem prišel domov, prišla do mene z enim kufrčkom in rekla, tle prespala. No, takrat še ni šla domov. Takrat naprej hodila je domov samo še po svoje stvari, da je počasi se kar preselila in evo, čez mesec pa pol se poročiva, tako da. Čestitam. Ful lepo, ja. Ja, bravo. Ja, prosti. Takrat vem, da te tvoj oče izjemno podpiral, tudi klical me je, pa knjigo sva ti poslala, pa mislim, Pa tako, ne, no. ja, tako da, torej, tvoj oče te je ogromno podpiral, kako pomembna je ta podpora zunanjega sveta? Ogromen. Noter je noter, ampak zunanji svet je posebno zunanji svet. To sta dva ločena svetova. To je čisto ločeno. Ne? Pač se pravi, noter si v nekom mehurčku, balončku. Ne veš, noter ni treba plačati položnic, ni drugih stresov, tam je treba samo poskrbeti, da mu jedel pa pil, pa da si cunje opereš vsak dan na roke, da imaš naslednji dan nekaj za obleči. Ne, tako da nam se je zdel noter grozen, sem enkrat priješ ven, si doskrat želim, da bi šel kar malo nazaj, no? Da si bi šel malo sprostiti tja noter. In ja, ta podpora, da imaš nekoga na klicu, da te pokliče, da sem imel mogoče tudi, kar obžalujem, ampak nekoga zakriviti na začetku. Seveda pa sem vedel, da to ni to, ne, pač zelo lepo mi je koordinator rekel, kaj ti je on stresel to nos, rekel se šel sam iskat, on ni kriv za to. Je, so odgovoren na nek način, pač drugačni znal, ampak ne moreš njega obtoževati, ti si bil ta, ki se nisi znal soočati in tako naprej, ne. In pač na začetku je bilo pač to ena taka opora, da si nekoga krivil, ne, pol pa pač, ko si enkrat dojel, da to ni tako, je bilo pa vse tle in on je bil še vedno tle, ne. Tudi mami, tudi sestra je veliko bila, tako da te res ožja družina so me ful podpirali in kolikor so lahko, so prišli tudi na obisk. Tako da to je bilo, to ti je dalo ogromen, vsaj tisti trenutek, da je nekdo tam, ne, pa tudi v njihovih očeh si videl, da so vsakič bolj veseli, vidijo te, zredo si se mal, ne, pač mal si nazaj prišel, barvo si dobil nazaj, ne, in tudi pol vedno več smo se začeli pogovarjati, ne, tako, kot se nikoli prej nismo, ne. Rekel pa, če sem mami povedal ogromne stvari, ki jih je oče vedel, ali pa tudi on ne, iz mladosti, že to, da sem travo kadil pri 13 in tako pač mama moja ni vedela, si malo mogoče malo zatirala oči, ampak nikoli ni bilo tega govora o tem, ne, in ko smo vse to nazaj izvedeli, ja, so bili kar šoki za njih, ampak je bilo bolj, da zvejo, kakor da se ta stvar prekrije, tako da smo nazaj res razpucali in moram rekel, da imamo zdaj čudovit odnos. Sem mislil, da je bil prej čudovit, no zdaj je res, zdaj je prej čudovit. Zelo je iskreno. Zelo je pač direktno, tako da ja, in pač tudi strmim s temi odnosi tudi z ostalimi pač graditi. Bravo. Mislim, tvoj oče, ki sem ga zdaj pred začetkom te najne oddaje oziroma podcasta srečal, je tako ganjen, hvaležen, mu je odleglo verjetno. Seveda. Je bilo pa res eno tako težko preizkusno obdobje po tem, ko sem domov prišel. Že preden sem šel, je moja babi bila zelo slaba, je šla pač takrat v dom, pa nisem niti časa vzel, oziroma pol, ko sem že hotel, preden sem šel v komuno, je že ta korona bila mal, ni bil še lockdown, ampak so bili že prepovedani obiski starejših, da ne bi se kaj nalezali. No in malo potem, ko sem nazaj prišel po letu pa pol, je pač babi umrla, preden sem se šel lahko posloviti. In je bilo to tako, okej, ne, pač mogoče je pa to, da sem prišel ven, življenje me preizkuša. No, v redu, pač je pač prišlo do smrti, je težek stvar, dajmo se soočati. No, malo zatem je pa še oče pač šel na nek test in je gotovo, da je do buraka. Verjetno tudi zaradi vsega tega stresa in to je do buraka na prostati. In je bilo težko. In meni je tle, jaz sem imel pač dve varianti, zdaj ali se soočam s tem, držim oporo, pa mu rekel grdo rečen, ga teram, da gre delati, da ne jamra, da ne razmišlja, da ni doma, da gremo kamor moramo iti, da delamo, ne. Ali pa pač sem vloga žrtve spet v, kar je najlažji, ne.
Hoka pač večina ljudi, ki ne zna drugače, bogi, ne, pa dajmo se pa, jaz sem šel malo drugirati, ti pa malo jamri, pa ne, tako da tista itak, ta zadnja je odpadla in ga je prebolel, je rešil vse, in tudi jaz sem imel tle kar slabo vest, ker po moje posledično tudi zaradi vsega stresa, ki sem ga jaz povzročil, je to prišlo, ampak glej, on se zdrav cel, tako da kar te ne ubije, te ojača in res tudi zdaj imamo zelo lepši odnos, kot so ga imela kadarkoli prej. Čestitam. Tako. Kako so ti ta znanja NLP-ja, coachinga, kako so ti tebi ta orodja pomagala? Kako? Ogromen, jaz sem tudi svojega life coacha, business coacha, sem gospoda Gregorja Megušarja, ki je tudi moj sodelavec, je tudi najuspešnejši pri nas, pač najuspešnejši poslovni partner pri nas. Jaz sem njega prosil, ko sem ven prišel, če bi z mano delal, ker sem videl, pač, ker neke stvari vse nisi mogel noter narediti, nisi imel ne orodja in tega. Malo sem imel znanja in to vidim tudi in to tudi vsakmu dajem polagam na srce, znanje tisto, ki ti ga ne more vzeti. Jaz sem imel znanje tudi NLP tehnik in vsega tega in pač sem veliko lažje šel čez te stvari, bolj sem se zaznaval, bolj sem lahko si neke tehnike, ker sem jih vedel, znal, se spomnil, uporabljal in tudi fantom prenašal te stvari. Sploh tvoje knjige smo veliko brali, še vedno so nekatere not ostale, nekih imam še doma. Ampak ja, v bistvu sem se soočil in sem ga mogel malo prositi, ker je rekel, ti si zdaj sem prišel, jaz tabo ne bom delal, ti si. Ne, ampak je bilo to malo manipulacija. No? In jaz sem bil res pripravljen, jaz sem pač, ko sem začel, sem rekel, lej tako, ali gre z all-in, ker če priješ enkrat do tega, jaz nazaj v komuno ne grem. Pač tako močno bilo, sem rekel, da naslednjo je sam še metek pa pištola. Ne, ampak do tega ne bo prišlo. Ne, rekel pač, vse naredim preko trupel, če bo treba, sam da bom jaz v redu. In res so začela ogromen delati, ogromen teh tehnik so uporabljala. Ful mi je pomagala Swish tehnika, da sliko menjati. Ogromen še zdaj delam, sploh, ker sem ven prišel, sem ful sladkorja jedel. In pa v bistvu sem malo bral in tako raziskal te stvari, sladkor zelo podobno vpliva kot kokain. Ne, tudi malo te dvigne, malo te pa dol zabije, ne, daje ti pač tisti trenutek sreče, ne, pač energijo in tako naprej, v res omilejši obliki. In sem pa tisti predal sladkorja imel in sem to Swish tehniko delal, da ta predal je zdaj zdravi predal, ne, in sem te slike menil in mi je ogromen pomagal. Je pa res, da ta gospod Grega dosti dela tudi z temi Unbeatable Mindset od Navy Sealsov, teh tjulnov in pa pač po Tony Robbinsu. Tako da neka taka mešanca vsega bila in ko sem začel, v bistvu jaz tako, prve 3 mesece sem se malo lovil. Jaz sem prišel 22. avgusta nazaj, prve 3 mesece sem se malo lovil, sem pač začel delati, sem se vrgel v posel, pa sem pa pač nekaj z novim letom začel s tem coachingom, še danes ga imam za tako enkrat do 2-krat na mesec, da mi malo pomaga kaj usmeriti ali pa kaj se soočati, kaj me poriniti še malo višji. Glavno, jaz sem vsak mesec bil nekaj 14 dni bolan cel let. Take spremembe, tako močne spremembe sem je začel delati, da me je skozi podiralo psihično, fizično, enostavno pač jaz sem bil cel let bolan. Ampak nisem popustil, ne. Je bilo to spet to, sem si rekel, življenje se zgodi za tebe, ne tebi, ne. In to vse sem rekel, moram dati čez z tega, da bom enkrat ojačal in imunski sistem, ki je bil slab in pač vse. In ja, v bistvu so tako naredila, da so predelala ogromen vrednot, da so pač postavila za to vrednoto dajanja oziroma prispevanja na najvišjo mojo vrednoto. Ogromen jutranjih ritualov, večernih ritualov, ne vem, treningi. Zdaj pač obstajam zgodaj zjutraj, delam dihalne vaje, hodim pod leden tuš vsak dan, ne, pač soočam se z neko cono neudobja, postavljam se v te stvari, pišem si dnevnik jutranji in večerni, ne vem, delam tudi priming od Anthony Robbinsa, verjetno poznaš, ne, je to zelo taka dobra, da te stisne in pa se pravi, ogromen teh nekih zaznavanj, kontrola čustvenega stanja, ta fiziologija telesa, vseh teh tehnik sva pač predelala, ful identitet sva predelala, kako sem, kako bom. Zdaj delava, rečemo, ful zanimivo, da si vkloplaš tega warriorja oziroma romantika, čarovnika, ne, da se postavljaš te stvari, ker sem gotov, da sem bil ful veliko v warriorju, ne, skozi v napadu te treninge je treba biti warrior, posel je treba biti warrior, ne, pa sem bil pa še doma, ne, ta warrior je prihajal do kakih konfliktov, tako da zdaj, kad to enkrat razumem, spet ful lažje, ne, in hvala, pa spet nazaj sem prišel k tebi, ne, ponoviti stvari, ki bom rekel, so bile takrat malo bolj bežne, oziroma jih niti razumel nisem v tistem trenutku, ne, ali ne slišal. Tako da ja, pač znanje je tisto, ki ti ga noben ne more vzeti, ne. Tudi če gledam poslovno,
Jaz sem nekaj 10 let gradil, zdaj sem po 3 letih zgradil 5-krat toliko, kot sem prej v 10. Kako je velika tvoja ekipa zdaj? Nekje okoli 50 ljudi imam pod sabo. Bravo, čestito. Večinoma sem jih že usposobil, da so že oni mentori naprej. Bravo. Tako da ja, se kar dogaja. Sem se orang vrgel, pa sem pa spet čist drugače, kot kadarkoli prej. Zdaj denar več ni vodilo. Ne. Takrat je bilo, ker pač si ga rabo za kokain in pa za dokazovanje, zdaj sem najdel notranje potrditve. Svojo samozavest, moja samozavest in samopodoba se je dvignila. Tako da je drugače. Res delam za to, da ljudem probam neko finančno situacijo rešiti, oziroma da jih naučim neke finančne pismenosti, da pač bojo znali naprej. In tudi na štimanje imam 2 svoje misiji, in sicer osebno in pa poslovno misijo. Ne. Ena od pač poslovna misija je ta, da bi rad skupaj s svojo ekipo razširil to znanje, ki pač finančno pismenost, ki jo v Slovenci smo zelo finančno nepismeni, ne, da pač ljudi razumejo z tega, da si bojo sami to urejali od zavarovanj, investicij, vsega tega. Ne. Tako, kar rečemo v Švici. Imam zelo dobrega prijatelja v Švici, ki je zelo uspešen. In pač tam je samo umevno, da ko enkrat se zaposliš, si gaš v neko varčevanje za upokoj narediti, da si pač zdravstvene stvari urediš, vse te zavarovanja, tam je to samo umevno. Danes je to še malo lari-fari. Tako da to je ena od poslovnih misij, ki vem, da verjetno jo bom pustil za sabo, da bo to še potem, ko mene ne bo, da se bo to delalo, da res vsaka družina to razume in da pač ima te stvari tako urejene, kot mora imeti. Osebna misija se pa navezuje tle na današnjo temo odvisnosti. Začel letos, imam cilj, da začnem knjigo pisati. Imam časovno, ampak sem rekel, da bi to svojo zgodbo še skupaj še z enim fantom, oziroma mogoče celo zgodbo 3 fantov povezal, da ne bi bil glih jaz, edini, ampak da povežem 3 različne zgodbe, od zunaj do potem noter v komuni zdravljenja, in tudi dogovarjam se že, da bi pol to dal na platno. To pomeni, da bi nek celovečerno vulgarno črno komedijo posnel, da se pokaže, ker imam možnost snemati film in se dogovoriti, oziroma so dali že zeleno luč, do tega pride prav tam v centru, kjer sem bil. Bravo. In bi bilo to čudovito, da se res to ljudem prikaže, ampak žal tako, kot je. Ne? Da je to res vulgarna črna komedija, da je zabavno, ampak da nekomu rata, nekomu ne, in da pač res ljudje vidijo, da se to približa, da ni tega strahu pred to besedo komuna, ker to je lep kraj. Tam je ljubezen, to je skupnost. To so sami dobri fantje, žal za ženske komune ni v Sloveniji, ne? Samo moška je. A so večinoma odvisniki samo moški, a so tudi ženski? So tudi ženske, ampak ful v manjši obliki se odločajo za zdravljenje. V Italiji je bilo, mislim, da imaš tudi, ker jaz sem bil v tej Dom Perinovi komuni, to je ta duhovnik, ki je par let nazaj umrl. On je, mislim, da okoli 178 komun po svetu odprl. Čudovita zgodba, zaenkrat drugič, ampak njegova zgodba res navdušuje. Imel je žensko komuno, ker ne more biti mešane. Žal ne, še posebej, ker smo bili sami, ker ni nadzora. To bi šlo, to bi bilo že ego, bi bil tle tok pred fanti, pa dokazovanje pred puncami, pa ne, ni da nikaj v sebi se dogajalo. Tako da, ja. Letos se boš poročil. Ja. Torej načrtujete družino z bodočo ženo? Tudi. Se rekla, se pravim, zato tudi ta knjiga mačken stoji, ker zdaj bo poroka, malo gledava, da bi hišo kupila, ne, da bi šla malo ven, psa že mava, se rekla, najprej štalca, pa še kravca, ne. Tako da načrtujeva tudi pač družino in ja. Otroke. Vse lepo, korak po koraku, nikamor se nam ne mudi. Oba sva še zelo v kariero usmerjena, no. Tako da in tudi jaz sem vedel, zakaj delam to, kar delam, da ko bo enkrat družina, da bo več časa. Kako boš otroke vzgajal, da boš preprečil, da ne bojo zapadli v to odvisnost? Jaz verjamem, da če bojo samo mojo zgodbo zelo dobro poznali, da bo že to veliko. Pač direkt iskreno se pogovarjati z otroci. Kaj sem dal čez, zakaj sem dal čez, in pa tudi vse te vzorce mladosti, ki sem jih jaz doživljal, ki rečemo so bili v odnosu starši in tako naprej. Pač res spremljaš in pa če si pozoren na to, no, ljubezen. Sej, če ima otrok ljubezen, jaz mislim, da pa mu veliko ne fali. Ljubezen in meje, si rekel, ne? Tako, seveda, meje morajo biti, ampak tista ljubezen, ker večina odvisnikov je to manjka. Pri meni je bilo pač bolj to dokazovanje, ne da ni bilo ljubezni doma, ampak bolj iz družbe, ker sem bil vedno socialna oseba, vedno sem rad bil med ljudmi, vedno sem bil rad malo v središču pozornosti, ne preveč, ampak glih toliko, da sem bil, ne, in mogoče tam sem črpal tisto ljubezen, ki je pa dobil nisem. Ne. Bravo.
Tako da, Tomaž Fabijan, iskrena zahvala, da si bil naš gost. hvala tebi. Mi je v čast in veselje, se vidiva kmalu Ja. na naslednji delavnici Komaj čakam. pri nas in ti želim, da boš še naprej taki navdih za vse, ki si želijo zdraviti, za vse, ki se zdravijo in kako si rekel, da se zazdravijo. Tako. Žal je odvisnost ni ozdravljiva, ampak je zazdravljiva. Ne, tako da želim vsem, ki so že tam, da naj se zazdravijo oziroma da naj delajo toliko na sebi, da ne grejo več nazaj po tisti nepravi poti. Čestitam še enkrat in hvala. Hvala lepa, hvala. Odličnost je nekaj, kar se lahko naučite. S tem, ko spremljate, poslušate, razmišljate o odličnih strategijah, se lahko te strategije z ponavljanjem in izvajanjem določenih vedenj začnejo dogajati tudi v vašem življenju. Hvaležen za vašo udeležbo, hvaležen za to, da nas spremljate. S tem, ko všečkate, delite to vsebino, nam pomagate, da dosežemo večje število ljudi in nam pomagate, da kreiramo še nove, boljše, globje vsebine, povezave, nova znanja, nova orodja. Zato všečkajte, delite, komentirajte. Sponzor tega podcasta oziroma podkasta je Mastermind Akademija. Ko se prijavite na delavnice Mastermind Akademije, nam napišite, da spremljate, poslušate naš podcast in kako se vam zdijo vsebine, ki jih za vas pripravljamo.